Lep pozdrav vsem skupaj, nepremičninski nasveti. Danes bom govorila o tem, kako si sami preko interneta natisnete svoj ZK izpisek. ZK izpisek oziroma zemljiškoknjižni izpisek je v bistvu javna listina, tako da ga lahko pridobi vsak. Seveda, namen tega videoposnetka ni, da boste preverjali za svoje prijatelje, kaj ima kdo v lasti, ampak je namen, seveda, da če kupujete nepremičnino, da lahko sami pogledate, da če je oseba, ki vam v bistvu to stanovanje oziroma nepremičnino prodaja, sploh dejanski lastnik. In če so na nepremičnini mogoče kakršnakoli bremena, kot so hipoteke, služnosti ali karkoli drugega. Zadeva se mi zdi zelo obširna, zato bom posnela več serij teh videoposnetkov za zemljiškoknjižni izpisek, da vam lahko tudi razložim predznambo, zaznambo in določene plombe. Danes pa se bom osredotočila, kako si lahko torej sami to sprintate. V bistvu rabite samo vaš e-mail in se prijavite na portal e-sodstvo. Kaj v bistvu potrebujete za pridobitev ZK izpiska? Recimo, če je to stanovanje, rabite 3 stvari. In sicer prva zadeva je številka katastrske občine, druga zadeva je številka stavbe in tretja zadeva številka dela stavbe, torej številka stanovanja. V primeru, da je to parcela, pa potrebujete v bistvu številko parcele in seveda katastrsko občino. Tako da, dajmo se zdaj preseliti na drugo stran ekrana. Če še bojo kakršnakoli vprašanja, sem vam z veseljem na voljo. Pa gremo kar na prvi korak. Mislim, da je najbolj enostavno. V Google vpišite e-ZK, kot prvi zadetek imate e-vložišče sodišča in vas vrže na portal e-sodstvo. Jaz ponavadi dostopam kot zunanji kvalificiran uporabnik, ker sem nepremičninska družba. Vi boste pa dali tukaj prijavi se kot registriran uporabnik in tukaj nov uporabnik. Vnesete vaše ime in priimek ter elektronski naslov. Dobro, jaz sem že v bistvu registrirana, ampak bom zdaj probala preko e-maila, toliko da vam pokažem in tukaj potrdim. In uspešno ste se vpisali v sistem. Na vaš elektronski naslov smo vam poslali geslo, s katerim se lahko prijavite v sistem. Odlično, zdaj pa grem pogledat v e-mail. In v mojem e-mailu se že nahaja to geslo. Kopirate od C-ja naprej pa do K-ja. Tak, zdaj sem vpisala svoj e-mail in geslo, ki sem ga dobila na e-mail. Prijava. Izberi e-opravila kot registriran uporabnik. Tukaj izberete zemljiška knjiga. No, tu pa so ta nesrečna gesla, ki jih morate vedno oziroma te kode vpisovati. Tako da meni kar fejst nagajajo vedno. Pošli. In se vam tukaj odpre. Tako da kar prvo zadevo uporabite redni izpis zemljiške knjige. Torej, zemljiška parcela, če bi bila potem katastrska občina in parcelna številka. No, in zdaj, če imamo stanovanje, tukaj izberemo po ID znaku. Če je stanovanje, torej posamezni del stavbe. Tu že imam katastrsko občino 678. Zdaj bomo dali za en ZK izpisek številka stavbe 1139. Samo malo 39. In še potem številko posameznega dela 11. In tako si tukaj samo lahko kliknete prikaži v PDF. In že imate svoj ZK izpisek, ki ga ravno kar uspešno nalaga. Pa si ga poglejmo. No, eto, ZK izpisek z podatki o nepremičnini. Tale ima eno plombo in lastništvo. Vse ostale zadeve pa seveda v naslednjem videoposnetku.